Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Sem počaščena, da lahko naredim pogovor z dvema gospodoma, ki sta mojstra domače in umetnostne obrti, pa vaju prosim, če se predstavite in predvsem, odkot tudi prihajata. Ja, jaz sem Jožef Tratnjak, prihajam pa iz Svilovec, sem pa član krožka v Lipovcih, študijskega krožka v Lipovci. Jaz sem pa Marjan Mlinarič, prihajam pa prav z Lipovec. Tako da je tam se vse to začelo, preko Ljudske univerze. Kako da ste se odločili vstopiti v ta študijski krožek, čeprav sta verjetno nekaj tega mojstrstva že prej obvladala, skratka pletenje iz različnih materialov? Ja, gledajte, moj oče je bil odličen pletilec, ampak on ni imel tele volje, da bi mi pokazal, kako je. On je znal, on misli, da tudi jaz se moram takoj znati. Tu smo se pa dobili, da smo se učili od začetka, od rezanja šip do sortiranja šip, potem začetka pletenja dna in tako naprej. Tako da je to. Tudi sojenje, same šip, vrbe. Pantovec se tam reče pri nas. Skratka, od začetka do konca? Od začetka do konca, ja, ker mi pravimo pantovec, pa vrba, pravo se pa pravi pintovec. Kako uporabni so to vrstni izdelki danes? Ali se vrača zanimanje zanje? Ja, zelo se vrača zanimanje, so pa vsestransko uporabni. Lahko imate pri običajni domači pravili velike košare, majhne košare, razne podstavke, pladnje recimo za pecivo, tudi imam tudi za sedaj rože not, zelončke. Kar si kdo zamisli, to se naredi. Ja, no, ker vidim, da ste tudi zelo inovativni, izličja, celo uhane izdelate. To pa dela gospa Brigita, pa Janez, in ona dva sta prav mojstra za te stvari, pa tudi še od Brigite sestra Nada. Oni so mojstri, oni imajo staro obrt, to njih oče je bil, da je to delal, da učil. Ampak gledajte, ta obrt je skoraj izumrla, ampak oni pa še to držijo. Tudi jaz imam diplomo mojster ljudske obrti iz pletenja iz slame. Kako zahteven pa je ta material? Tu material ni zelo zahteven, samo če ga pravi čas poženješ, ročno ga moraš, ker ga moraš požeti zelenega. Potem ga na soncu posušiti in ne smete, kako mi pravimo, dež notri vrezati. Dež ga ne sme namočiti. Potem ga pa posušenega shranimo in režemo. Tu se mora vsaka kolenček odrezati, da je samo tisto ravno slamika. Sicer se lomi lahko, ne? Ne, lomi se ne tam, ne gre delati, ne gre se plesti, ker ne nalomi se pa zaradi tega, ker se predne se dela, se mora namočiti, da se sama zmehča. Da ostane prožen. Vi pa iz Vrbja predvsem? Predvsem iz Vrbja, ja. Ker slamo, ko so se začeli učiti, nisem bil prisoten, ker sem bil poškodovan po prometni nesreči, pa sem bil v bolnici. Pa žal mi je, da nekaj smo začeli, potem pa je to vse propadlo, vsaj za mene, da bi se lahko naučil. Ker slame je dosti, meni se je zdelo bolj enostavno plesti, kot pa šibja. Tam slamo imaš nastavek, slamo gre skozi in samo z vitrami ovijaš, pa potem pa oblikuješ po želji, kaj hočeš imeti za izdelka. Tako da slamo tele dolžnike, to je pa že bolj zahtevno, to pa prav specialisti. Kot je on pa Nada, tu je gospa Nada, ona tudi dela to, da se to... Take bolj fine izdelke. Bolj fine izdelke so res, ampak unikatni, Ni nobene enak enemu, drugemu. Ja, vse je unikat. Kako pripravite vrbo? Ker vidimo tudi raznobarno. To je vse, kar narava da, narava obarva. Narava obarva, ja. Pintovec je rumenkaste barve, vrba je sivo-zelene barve, potem pa še ena posebna vrba, tista pa rdečkasta. In to režemo, ko listje odpade, da je sok več ne kroži po steblih, in potem se to vsaj 2 tedna miruje. Ta čas mi to razsortiramo po velikosti, nekako so po debelini in potem čez 2 tedna se to plete.
Smo pa tudi letos prvič šibe tele gulili, kuhali pa zgulili, ne ulupali, da se potem ti izdelki lahko delajo tudi so bele. Ne? Ampak Izven sezone, ker to se posuši in ko se namoči je prožno, isto kot slamo. In to zdaj imamo nekaj zaloga, če bomo imeli še kako nadaljevanje krožka, bomo tele zdaj uporabljali, ker one ta olupljene in posušene stoji tudi 5-6 let. Ovo pintovec ali pantovec pa vrbo, to pa moraš, ko je sezona. Takrat so uporabne, poznaje pa ne več. Je sezona na pomlad? sezona rezanja je tam nekje jeseni, ko listje odpade tam nekje januar, ne? Ampak te šibe z vrbe in to, če stojijo dalj časa, se pa one strohnijo. Pod kožo se napravi en tak rošček, črvek in to potem razjeda. Da se lomi. Koliko časa namenita pletenju? Ja, zdaj, ker so pravi mojstri to upravi v 3 urah, mi pa ko se učimo, pa enkrat več. Ne? No, ampak ko imate prosti čas, pa radi sedete pred to opravilo? Smo ena taka družba, da se znamo pohecati drug drugim, ker ne vemo, kaj nam pokaže tili, kjer so že pravi mojstri. In to nas veseli, smo pač res ena fejs dobra družba. Imate pa seveda željo, da bi se to razširilo med ljudi? Ja, poskušamo narediti. Saj tolo samo pletenje ni samo mojstrovina, mislim, to pri nas je tudi važno druženje, da se dobimo, da ne posedamo pred televizorem, recimo se zapriš doma v hišo, tu se družimo, se pohecamo. Glavno, lepo je, ko si skupaj. Ja, čestitke, ampak vendarle znova vprašam, kako lahko ljudje pridejo do vaših izdelkov, kje imate neko zbirno mesto? Ja, to je pa bolj težko, ker to mi ne delamo v takih količinah za prodajo. Ne. To je ljubiteljsko, to se ponovadi podari ali glavno podarimo in delamo tako. No, čeprav izdelki pa vendarle imajo certifikate, ne? Slovenske domače in umetnostne obrti. Ja. Glejte, te košare, to, ki mi pletemo za domače uporabe, kot je že Marjan rekel, sorodnikom, nekadim prijateljem, dobrim nekaj pravi, ja, ko ste pa to napravili, ne? Ja, to je to, ne? Priložnostno darilo, glavno priložnostno darilo. Tu pa še zdaj imamo eno mojstrico pravo, ki dela vse iz slame, ona je pa prav se ukvarja s tem. Brigita in Nada, da spoznamo tudi vaju, prijazno pozdravljeni, morda dodata še dve, kakšno mojstrstvo je to in nekdaj je to živelo skoraj v vsaki hiši, vi dve pa zdaj ohranjate, da ne gre v pozabo. Ja, v bistvu mi ohranjamo družinsko tradicijo, s katero se že ukvarjamo čez 60 let, natanko 62 let, tako da dela cela družina. Edino v naši družini se je ohranilo, to je sestra tudi, ki dela. Sestri sta, Ja. Brat pa živi v Ljubljani, pa še tudi nadaljuje s tem, da prenašamo tudi na otroke. Vnuki že delajo pa vse. Kje je lepota tega ustvarjanja? Zakaj nadaljujete in se vam zdi to skoraj sveto? Ja, jaz kot otrok sem živela to v svoji družini, imam tudi veselje prenašati na mlajše rodove, tako da gremo tudi v vrtce, šole, v center Du, v Ržejo, v razne ustanove, kjer nas povabijo, z veseljem pokažemo, kako se dela, kako se slamo pripravi, tako da z njimi uživamo. Tudi sodelujemo z Ljudsko univerzo iz Murske Sobote, pa tudi v sklopu krožka tudi se prenaša, tako so razne delavnice. Je trajalo dolgo, da ste dobili tudi certifikat? Ne, mi ga že imamo od začetka, meni se zdi, da... Ste ga kmalu pridobili, 35 let, nekje na polovici vaše družinske tradicije. Ja. Mogoče oče že malo prej dobil, mojstersko priznanje je takrat bilo, tako. Je to tudi eden izmed poklicev prihodnosti, pa naj se sliši kakorkoli nenavadno? Ja, poklic je lepo, ljubiteljsko, z tem preživeti je pa zelo težko, zato ker pripravljamo si material same, v bistvu moraš imeti njivo, da rž poseješ, potem da zelenega pobereš, pa pač pripraviš do pletenja. Največji problem je v tem, da tega vsi nimajo, ne. Pri nas ima sestra kmetijo, pa ona poskrbi za nas tri, da pri njej vzamemo potem material.
Smo pa se zdaj tudi dali notri prošnjo za nesnovno kulturno dediščino, ne, tako upamo, da bo ugodno rešeno. Je veliko birokracije, priprave? Ja, sicer hčerka je etnologinja pa kulturna antropologinja in sklopu Pomurskega muzeja smo nekako uspeli dati vlogo, ampak čakam na rešitev. Ampak zakaj je to pomemben korak? Ker tudi naši vnuki pa tej dovedeli, to pa nekaj velja, ne? Je nekaj na tem, ne? Tako da... Da ne bomo samo romantično zavijali to tradicijo, ampak da ji res dajemo mesto tudi na nacionalnem nivoju. No, tako, ja. So tudi širša ozadja, človek se dobro počuti, je tudi duševno bolj zdrav, če ustvarja, če je kreativen. Vi imate te izkušnje, kaj ne? Izkušnje imamo zdaj, naprimer smo imeli pred enim mesecem delavnico z osnovno šolo Franceta Prešerna iz Kranja, kateri vsako leto pridejo v Prekmurje, imamo že tudi čez 30-letno tradicijo z njime in 8. razred je v bistvu takrat. Ampak otroci vsak pride v tistih 2 šolskih 3 urah, 2 do 3 šolskih urah do enega izdelka, ampak ko jim vsem ko začnejo plesti, to je taka tišina, se vsak zatopi v to delo in pomirja otroke v glavnem. Kakšne so pa vaše občutje? Pomirja? Ja, jaz moram povedati, sem delala v trgovini prej. Ponavadi, ko smo pokazali otrokom ali pa tudi starejšim, so vedno pravili, nimam živcev za to. Jaz pa z veseljem povem, da ob velikem naporu delo sem prišla domov, pa mi ni trebalo niti kosila, vzela sem malo slamice, pletla, se oddahnila, sprostila in potem šla na kosilo. Tako da, ko se osvoji osnovo pletenja, je to res nekaj za pomirjanje, veselje, druženje. Tudi dijaki, katere učim, pravijo, ko v začetku malo jamrajo, na koncu pa pravijo, sem vesel, da sem izdelek naredil. Ne? Čestitke predvsem za ta prenos na naslednje generacije in upam, da vam uspe pri zahtevku, da bi se to res uneslo v nek nacionalni register. Hvala lepa, sestri, in uspešno delo še naprej. Hvala vam. Zakladi naše dediščine.